Projekt, ki ga bodo junija zaključili z nacionalnim dogodkom, je namenjen razpravi mladih z odločevalci o tem, kje imajo težave in kako bi jih rešili. Torej, sam ta proces strukturiranega dialoga izhaja iz Evropske unije in dejansko omogoča to, da mladi skozi strukturirano debato dobijo besedo in da se pogovarjajo z odločevalci o politikah, o zakonih, o ukrepih, ki se tičejo njih samih. Na ta dogodek smo povabili mlade med 15 in 30 letom starosti. Aktivirali smo jih preko šol, preko naše prostovoljne baze, preko Zavoda za zaposlovanje. V Krškem so se projekta lotili z različnimi dejavnostmi. Med drugim so pripravili konkretne ukrepe z različnih področij. Tako je, na primer, ena skupina sprejela ukrep glede mladinske organizacije in participacije. Da bi v okviru obveznih izbirnih vsebin, ki jih imajo 16 ur, mislim, da na srednjih šolah 4 ure namenili spoznavanju in praksi v mladinskih organizacijah. Posebno pozornost so namenili tudi zaposlovanju mladih, ki se danes soočajo z bolj zaprtim trgom dela. Veliko težje dobijo službo, veliko več inovativnosti je potrebne, da se zaposlijo in mnogo bolj kot mi morajo razmišljati tudi o tem, kako bi se lahko sami zaposlili. Sicer pa je občina Krško naklonjena mladim, saj je pred kratkim skupaj s še 6 občinami prejela certifikat Mladim prijazna občina.